Moji sogovorniki so dijaki umetniške gimnazije, ki so bili pred letom in 3 pred isto odločitvijo, kot ste danes vi, dragi devetošolci, po osnovni šoli izbrati srednjo šolo in začeti novo pot. Zakaj za svojo srednjo šolo izbrati prav Konservatorij za glasbo in balet Maribor? Torej, za konservatorij sem se odločila zato, ker se že od malega ukvarjam z glasbi, zato, ker bi se rada še več naučila in zato, ker bom po 4 letih naredila splošno maturo in če me slučajno to ne zanima več, bom odprti vse poti. Za izobraževanje baleta na Mariborskem konservatoriju sem se odločila zaradi neskončne ljubezni do baleta, želje po uspehu in odličnih profesorjev. Če so na to šolo hodile že 3 generacije pred menoj, sem se za to šolo odločil zato, ker me glasba veseli. Zajtra ob 6. pridem na konservatorij vežbat, ob 8. se nam začne pouk, po pouki pojedemo na kosilo, te se še podružimo na šole, po večeri, da so učilnice pa fraj, včasih tudi vežbamo ali pa igramo kaj za dušo. Vežbamo ponavadi zajtra pred poukom ali pa večer, da se učilnice sprostijo. Ključe pa si sposojamo v omarici, katera se nahaja v pritličju šole, sposojamo pa si jih z dijaško izkaznico. Zjutraj po zajtrku se odpravimo v šolo, kjer dopoldne poteka splošni pouk, po pouku pa sledi raztezanje, segrevanje, trening in po treningu se odpravimo utrujeni v domu. Kako si dijaki pridobivate odrske izkušnje? Trenutno se nahajamo v veliki dvorani, kjer potekajo razredni nastopi, oddelčni nastopi in koncerti. Intenzivno se pripravljamo tudi na tekmovanja. Anej, ti si zelo aktiven tekmovalec, v letošnjem šolskem letu si bil že na 2 tekmovanjih. Na kateri svoj dosežek si najbolj ponosen? Najbolj ponosen sem na uspeh v New Yorku. To tekmovanje je bilo prek interneta, udeležilo se ga je okoli 30 držav. Bil sem prvi, za nagrado sem dobil nastop v New Yorku v Carnegie Hall. Kaj vam je na šoli najbolj všeč, če izvzamemo pouk inštrumenta in baletne treninge? Odmor. Vsakodnevni spontani trenutki. Glasbeni stavek. Povezanost med sošolci. Malica. Novo dvigalo. Avtogeni treningi. Klavir v vseh učilnicah. Kateri dogodek vam je v teh 3 letih na konservatoriju ostal najbolj v spominu? Meni je bilo najbolj všeč to, ker gremo doskrat tudi v park, pa imamo pouk bolj tak sproščen, pa v naravi. Ali pa teda pri slovenščini, pa pri zgodovini glasbe, ko imamo večkrat tudi čajanke. Jo, meni je to tudi fajn bilo. Samo, znaš, ko se več bolj spomnim. Nauč harmonike, da smo vsi harmonikaši na šoli imeli koncerte po predstavitvah harmonik, po pandonavno, pa prespali smo na šoli s petka na soboto. Nič in nihče ni popoln. Tudi naš konservatorij ne. Pa vendarle, kaj bi šoli dodali, da bi v vaših očeh bila popolna? Še kakšno baletno garderobo. Da bi bile učilnice bolj proste za vajo. Čeprav je šola odprta od 6 do pol 9 zvečer, bi še pasala kaka ura. Za meni je pa šola že popolna. Kaj bi sporočili bodočim dijakom, ki razmišljajo o vpisu na umetniško gimnazijo? Pridite na konservatorij, ker se baletni kostumi in inštrumenti odlično ujemajo. Dragi bodoči dijaki, potrudite se za spremne, ker se splača. Pridite na konservatorij, ker je res super klavir, pa še boljša družba.